Prijatelji ali ne, velenjski župan Dermol zanika osebne stike z ustanoviteljem dveh malih podjetij, ki sta na javnem razpisu za preoblikovanje premogovniških regij uspela dobiti skoraj 20 milijonov evrov od 83 razpisanih. Kaj je v ozadju? No, k Melani in v Washington se bomo vrnili v nadaljevanju oddaje. Nimava osebnih prijateljskih, ampak zgolj poslovne odnose in nikoli ni doniral moji kampanji. Je danes velenjski župan Peter Dermol zanikal poznanstva s Tadejem von Horvatom, ustanoviteljem dveh malih podjetij, skupaj le 5 zaposlenimi, ki pa sta na javnem razpisu za prestrukturiranje premogovniških regij uspela dobiti skoraj 20 milijonov evrov. Glede dejstva, da so na razpisu, ki naj bi torej tudi velenjski občini pomagal na poti iz premoga v bolj zeleno prihodnost, ti dve podjetji dobili kar četrtino vseh sredstev, po Velenju bolj kot ne le skomigajo z rameni, češ da samim razpisom in razpisnimi pogoji nimajo nič. Urša Vrečar. Julija 2022 slavnostni podpis pogodbe, s katerim je Vonfarma od velenjske občine kupila skoraj 15.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče. In velike so bile tedaj tudi obljube direktorja tega žalskega podjetja Tadeja von Horvata. Končna vrednost bila tudi zaposlitev okoli 1000 ljudi. Proizvodna hala danes stoji, novih delovnih mest pa še ni. Težko bi rekel, da smo v katerem mestu, s katerim smo se pogovarjali, dobiti boljše načrte za prihodnost, kot smo pa to dobili pri Velenju z županom. Mislim, da smo bila v zadnjih mesecih ogromno na liniji, ogromno smo se pogovarjali. To je pa od najnega prijateljstva pravzaprav tudi vse in temu se ne reče prijateljstvo, temu se reče poslovni odnos. Se velenjski župan danes otepa očitkov o osebnem poznanstvu von Horvata, čigar Vonfarma je na javnem razpisu dobila neverjetnih 10 milijonov evrov. In to za proizvodnjo linijo krem mazil in praškastih oblik zdravil, ki naj bi zaživela prav v tej hali. In ne za 1000, ampak 76 novih delovnih mest. Tako je bilo rečeno meni, takoj ko bodo seveda dobili odobrena sredstva, bodo začeli tudi zaposlovati. Žalsko podjetje prehranskih dopolnil, ki je imelo po zadnjih dostopnih podatkih le 4 zaposlene, je sicer zdravstveni inšpektorat zaradi zavajajočega oglaševanja v preteklosti že oglobil, nekatere izdelke pa tudi umaknil iz prodaje. 9,7 milijona evrov pa je na razpisu dobilo še eno podjetje, ki ga je ustanovil Tadej von Horvat, sicer pod imenom Magna UI. A pozor, kot so prve poročale Finance, je le mesec dni pred objavo razpisa to podjetje, ki se je ukvarjalo s hotelirstvom, preimenoval v Vital QI, preoblikoval v farmacevtsko podjetje, direktor pa je postal njegov svak, 29-letni nogometni vratar. To je eno redkih podjetij, s katerimi jaz osebno nisem bil nikoli do sedaj v stiku. Ni mi znana niti lokacija izvedbe, ni mi znan tudi končni produkt. Po zagotovilih, ki jih je dal, da pač on s tem podjetjem ne bi imel danes ničesar. Zatrjuje Dermol, ki sicer danes pravi, da so si zadnjih 6 let prizadevali za sredstva, ki bi v to premogovniško regijo pripeljala nova delovna mesta. A obenem ga danes ob dejstvu, da so te milijone na razpisu dobila podjetja z le nekaj ali celo nič zaposlenimi, očitno ne skrbi. Če zelo iskreno povem, se kaj dosti s tem tudi osebno nisem obremenjeval, se tudi danes ne obremenjujem. Vital QI naj bi v Velenje, vsaj tako obljubljajo na razpisu, prinesel proizvodnjo linijo šumečih tablet. Ergo Farma, ki je bilo na razpisu prav tako dodeljenih 10 milijonov evrov, pa naj bi v Velenju gradila tovarno prehranskih dopolnil. No,